kot sem že rekel, mi je ime Mark Puh, prihajam z Filozofske fakultete, kjer sem, nisem prepričan, mislim, da sem še vedno član upravnega odbora neobstoječe študentske organizacije Filozofske fakultete. Jaz pač v tej sferi nisem tako dobro obveščen kot ti, ampak slišal sem, da je senat šel v Ljubljani nekako, ne vem, razpisal volitve, pa da je prišlo do nekega zaustavljanja. Ne vem, mogoče se lahko bi pa, ampak to zdaj ni predstavitev VD direktorja, to smo imeli na naši fakulteti nekaj časa nazaj. Kako na to zadevo gledaš? Zakaj se ne razpišejo nove volitve? Zdaj prosto, da konkretno na to mi odgovoriš, ne? Oziroma, kako gledaš na to? Ti bi verjetno kot predsednik študentskega zbora vseh študentov, ne, bi rekel, hudiča, pa dajmo to narediti, ne, dajmo še tistim 16 ali koliko tisoč študentom neke zastopnike noter. Oranžne, modre ali pa kodrlajsaste. Drugo vprašanje, ki se mi ga poraja, pa to, jaz sem včasih tudi bil vpisan na pravno fakulteto, sem tja 2 leti hodil, potem sem se pa premislil in sem se odločil, da bom študiral angleški jezik in književnost na Filozofski fakulteti, pa me zanima zdaj, zakaj si se ti premislil, da boš pač spremenil kariero iz pravnika v pismonošo, pa ne vem, zanima me, je to zaradi statusa ali je to zaradi kakšne druge zadeve. Tako da drugih vprašanj nimam. Hvala. Hvala. Ja, no, najprej me, da sem se kar ne smejal, ko sem pač slišal, da ravno ti nisi seznanjen s tem, no pač razne medijske objave in pojavljanje po televiziji nekako pričajo nasprotno, razen če mogoče tudi ti s tem nisi seznanjen. Tako da, kar se pa v bistvu tvojega vprašanja tiče, koliko jaz vem, pač za razpis ponovnih volitev v samih aktih šel ni bilo nobene podlage. Tako da, kakorkoli bi jaz nekako želel, da se ta stvar res čim hitreje izvede, mislim, da pač tukaj ne smemo iti nekako z glavo čez zid, da moramo vseeno delovati v okviru aktov. Tako da nekako mislim, da tako kot sem že prej povedal, če želimo res zagotoviti neko legitimnost oziroma če želimo stvar izpeljati po pravilih oziroma po pač predvidenih postopkih, mislim, da je pač tukaj prednostna naloga študentskega zbora, da se akti še spremenijo, da bodo te ponovne volitve dovoljevale in da se bo pač lahko razpisalo nove volitve, na katerih se bo izvolil vse preostale predstavnike študentov, ampak koliko moram to še enkrat podati, pa zato, ker sem bil par let na pravni fakulteti, zdaj, glede na to, da si bil tudi ti bil upal, da boš to razumel. Pač stvar mora biti po predpisih, nekako se tudi na sami državni ravni se ne počnejo stvari tako pod mizo, po z levo roko, ampak morajo teči v skladu zdaj. Glede pač moje spremembe študija, moram reči, da v bistvu to je posledica večjih dejavnikov. Eden izmed teh je tudi to, pač mene vedno zanimal tudi, pa ne pošta stvar, kot si ti lepo, ampak če bi se mogoče prebral predstavitev, bi videl, da je to smer ekonomija, tako da nekako sem se vedno želel pridobiti tiste ekonomske osnove. Druga stvar je pa, jaz sem pač letošnje leto, januarja, eno nesrečo, doživel sem pač pretres možganov, zaradi tega sem imel kar lepi čas onemogočen študij na sami pravni fakulteti, oziroma nisem mogel upravljati svojih obveznosti, torej izpitov, tako da sem se pač potem odločil, da bom za ta čas, ko se bo, dokler se moje stanje ne izboljša do te mere, da bom lahko nadaljeval z rednim študijem, da se v bistvu pač prepišem na to izobraževalno ustanovo, v bistvu obenem kot mislim, nekako si pridobim tudi tiste osnove ekonomske izobrazbe, ki sem si jih želel. Tako da v bistvu zadeva ni samo zaradi statusa, je v bistvu tudi nekako to bila ena želja, tako da to je to. Hvala. Kandidat, Jure Cerar, zdaj spet, da ne boš rabo ti prebrati, bom jaz prebrala, in sicer 8. člen poslovnika študentskega zbora, in sicer gre za člen, ki opredeljuje, kako poteka ustanovna seja študentskega zbora. To je to, kar bi se naj danes tukaj dogajalo, pa se v resnici ne. Torej, predsednik nadzornega senata preveri kvorum, imenuje začasnega predsednika študentskega zbora in preda vodenje ustanovne seje. Kdaj točno se je to zgodilo? Oziroma, kako to, da seja zdaj lahko poteka, če se to ni zgodilo? Oziroma, kje piše, da lahko seja poteka, če se to ne zgodi? Hvala. Prosim, če ste nekaj sedete.
hvala Adi za to. Vložen je bil proceduralni sklep in sicer. Ker se je na seji začelo z osebnim obračunavanjem, predlagam, da se zaključi razprava in preide na odločanje. Proceduralni sklep je vložil poslanec Christian Anderle in dajem na glasovanje. Kdo je za? Kdo je proti? Kdo je vzdržan? Ugotavljam, da je bil sklep z 21 glasovi za, nič proti in enim vzdržanim sprejet.